Zakaj ne bi sodelovali v politični igri, torej se pridružili koaliciji? Mislim, da večno ostajanje v opoziciji ne služi javnosti tako dobro, kot bi lahko. Rad bi popravil to predpostavko, da Arabci niso več tisti, ki zavračajo vstop v koalicije v izraelski vladi. Zavrnitev prihaja strani cionističnih strank v Izraelu. Takrat in tudi zdaj večina cionističnih strank meni, da čas še ni pravi. Da bodo Arabci posegali v ključno vprašanje v Izraelu, varnost in bistvo države Izrael kot judovske države. Zato noče vključiti Arabcev, arabske stranke v svojo koalicijo. Toda leta 1992, medtem ko je Rabin ko je oblikoval svojo koalicijo, sta dve arabski stranki podprli Rabina tako, da sta glasovali za njegovo vlado. Predsedniku so ga priporočili, vendar niso aktivno sodelovali v koaliciji. Da, vendar to podpirajo. Toda vprašanje. V tistem času je bil mirovni proces. Potem si Arabci v Izraelu želijo vrniti mirovni proces. Zdaj pa poskušam odgovoriti na vaše vprašanje, zakaj zdaj ne s palestinske oziroma arabske strani, zakaj ne vstopiti v koalicijo. Ker se vlada ves čas ukvarja z okupacijo, zasedli so ozemlja. Obstajajo vojaške akcije, obstajajo ukrepi proti Palestincem, našim ljudem, prav? Ko vstopite v vlado, boste kot del kolektivne odgovornosti odgovorni za to. Zdaj se politiko na Zahodnem bregu in na to v Gazi. Ampak dovolite, da vztrajam pri tem. Torej, vprašanje tukaj ni samo nekaj, kar pripada nam, Palestincem, tukaj v Izraelu. Vprašanje je še večje. In potem, ko vstopiš v koalicijo, je tvoja odgovornost za to, kar se dogaja tvojemu narodu na Zahodnem bregu in v Gazi, zelo velika. Tako da, ko se je Mansur Abbas dejansko pridružil koaliciji, ne le podpiral od zunaj. Leta 2021 praviš, da je prišlo do večje spremembe v razmišljanju pri Benetu in Lapidu kot pri Mansurju Abbasu. Kar se tiče arabskega prebivalstva, si imel arabsko stranko v koaliciji in svet se ni podaril. To je trenutek, ko je Benet in Lapid podpisal pristop k koaliciji. Mislim, da je to zgodovinski trenutek v političnih analih Izraela. Ampak praviš, da je za povprečnega izraelskega Arabca, ki se morda celo identificira kot palestinski Izraelec, to nemogoča situacija. Ampak spet, za izraelske Arabce se ni zgodilo nič katastrofalnega. In nekateri bi lahko rekli, da je imeti osebnost, kot je Mansur Abbas, v koaliciji izboljšalo njihova življenja. Ali pa normaliziralo sodelovanje Arabcev v politični igri v Izraelu. In ko zdaj Naftali Bennett pravi, da v koaliciji ne bo arabskih strank in vse cionistične stranke pravijo, da bodo v koaliciji samo cionistične stranke, ali to pomeni, da je ta eksperiment propadel? Ne, mislim, da je to propadlo, vendar je arabska skupnost zdaj glede tega vprašanja razdeljena. In veliko arabskih Palestincev tukaj v Izraelu meni, da je zdaj čas, da se znebijo te specifične vlade. Potem je vstop v koalicijo naša pot, ne le za izboljšanje našega položaja, za reševanje kriminala in drugih vprašanj, ampak tudi za končanje te dobe, ko desnica, skrajna desnica oblikuje koalicijo
In na drugi strani se še vedno veliko Palestincev v Izraelu spominja, kaj se je zgodilo v Gazi, kaj se zdaj dogaja na Zahodnem bregu in kaj naseljenci zdaj počnejo na Zahodnem bregu. In potem ni lahko biti del koalicije. V redu, v obljubi, kdo bo oblikoval to novo koalicijo, da je on iz desnega krila in da ne bo počel iste stvari, ampak bo nadaljeval okupacijo. Poglej, Ja, zdaj sem postavil obe strani v razdeljeno javno mnenje v naši skupnosti, ampak zame mislim, da zdaj lahko podpiramo, tako kot smo leta 1992, prav? Ne, da bi bili del odgovornosti v vladi, ampak da podpiramo kakršnokoli politično spremembo v Izraelu. Ker če zdaj stranke, opozicija v Izraelu oblikujejo koalicijo, potem je to mogoče. Za nas kot Palestince ni nobene alternative, politične alternative. Politična alternativa je vrnitev desnice na oblast. Torej zdaj v teh političnih razmerah nimamo nobene druge izbire, kot da podpiramo ta del političnih strank v Izraelu. Torej pravite, da je za vas idealna rešitev vrnitev k modelu iz leta 1992, ko je Rabin dobival podporo od zunaj, namesto modela Mansur Abbas, Naftali Bennett, Jair Lapid, kjer se poskuša vplivati od znotraj. Ena stvar je zelo pomembna in globoka.